posvetom pred 3 leti, oziroma 2, z prvim v Panonski vasi začeli. Se je komaj vlada sestavljala na nek način, pripravljali so zgodbe, na tistem posvetu smo marsikaj si povedali, svoje želje, svoje pričakovanja. Na področju turizma in športa se je marsikateri razpis zgodil, tudi mi smo bili deležni, kolikor vem, za turizem, za privat subjekte smo najbolj uspešna občina na teh razpisih. Mi kot občina smo pa tudi že en projekt prijavili, dobili sredstva, to je obnova Trim steze, drugega ravno tokrat zdaj prijavljamo, oziroma je prijavljen in čakamo rezultate. Državni sekretar je povedal na posvetu sedaj, da vse vloge, ki so prišle in izpolnjujejo vse pogoje, da bodo vse te financirali. Tako da mi smo se potrudili za prijavo, to je obnova igrišča NK Čarda, naše največje športno društvo, in tudi tokrat pričakujemo neka sredstva. Trenutno peljamo en projekt oziroma 2 projekta, to je Interreg Slovenija-Avstrija, Bike and Spa, potem pa imamo še projekt na Podonavski regiji, tudi Interreg. Obveščeni smo bili ta teden, da smo dobili tudi en projekt Slovenija-Madžarska kot občina, potem pa mislim, da v avgustu podpišemo pogodbo za še en projekt Slovenija-Avstrija. Tako da razvojne možnosti so, jih je dosti. Isto je dogovor za razvoj regij, ki ga ima država do vsake regije, se pravi, da kohezijo razporedi primerno razvojnemu statusu vsake regije. Moravska Toplica kot občina smo v nekih projektih vključeni, na to smo zelo ponosni. Če skupaj kombiniramo šport, turizem in gospodarstvo, na vseh 3 področjih napredujemo hitreje in to zadnji 2-3 leta tudi dokazujemo. Ta posvet v Moravskih Toplicah pa je eden izjemnih. Ne najdete dosti posvetov v Evropi, kjer združijo šport in turizem, zato tudi naš predlog, da iz tega posveta nastane na koncu kongres, ki je tudi mednarodni in da se dobre prakse prenašajo drugam, hkrati pa tudi k nam, da pridejo nove ideje, da se ne rabimo vsega vedno učiti sami. Mi imamo tukaj 2 izziva, eno je kolesarski, drugo pa tudi pohodniški turizem, saj novi, moderni gostje iščejo, da se premaknejo iz lokacije hotela, penziona, apartmaja, in kolesarski in pohodniški turizem to omogoča. Nam pa je to tudi v interesu, saj na ta način tujci, ki pridejo k nam, našo pokrajino bolje spoznajo. Ko je bolje spoznajo, se raje vrnejo. Moravske Toplice, zelena turistična destinacija, prepoznavna predvsem po zdravilni čarno-termomineralni vodi, obdana z mnogimi kolesarskimi in pohodnimi potmi, razkošnim wellnessom, adrenalinskimi vodnimi užitki, pa preprosto s tistimi skritimi mirnimi kotički, kjer si lahko obiskovalec ustavi, si napolni energijo in preprosto uživa v naši čudoviti prekmurski kulinariki in vinski ponudbi. Naše kolesarske poti so speljane tako, da vključujejo naravne znamenitosti, naravne lepote in predvsem našo kulturno dediščino in prav to daje tisti poseben značaj našim potem. In unserer Region wird das Thema Bewegung sehr groß geschrieben. Das ist einer unserer Hauptpunkte im Marketing. Da in diesem Thema fällt zum Beispiel das Wandern oder das Radfahren hinein. Und hier versuchen wir natürlich gemeinsam mit Betrieben, gemeinsam mit den Gemeinden verschiedene Projekte aufzustellen. Ein oder ein Best-Practice-Beispiel ist zum Beispiel in Bad Leupersdorf mit den österreichischen Wanderdörfern, wo wir uns den österreichischen Wanderdörfern angeschlossen haben und hier ein Wanderprojekt aufgestellt haben, sei es jetzt von der Infrastruktur, die die Gemeinde zur Verfügung gestellt hat, mit der ganzen Marketingleistung über den Tourismus. Die Verbindung zu Slowenien ist natürlich auch sehr groß gegeben. Wir versuchen immer gemeinsam mit Interreg-Projekten wie zum Beispiel Bike and Spa mit dieser 12-Thermen-Tour gemeinsame radtouristische Infrastrukturen bzw. Marketingleistungen zu verbinden.